Papež Frančišek je že večkrat rekel, da danes živimo v tretji svetovni vojni. In podatki Ekonomskega in mirovnega inštituta Združenih držav Amerike kažejo, da je to res. Danes je namreč samo 10 držav na svetu, ki niso vpletene v noben oborožen konflikt. Arne Hodalič, priznani fotograf, ki je 30 let skozi oči fotoaparata opazoval takšne konflikte po svetu, je v nekem intervjuju dejal: Ko začneš razmišljati o vzrokih za probleme tega sveta, ugotoviš, da so pravzaprav zelo človeške narave in da so za vse gorje krivi pohlep, pogoltnost, požrešnost in sebičnost nekaterih. Gre za zaroto bogatih proti vsem ostalim. Arne kot edino rešitev za nastalo situacijo vidi preprosto ne imeti otrok. Takole pravi: Ne dajmo jih v svet, saj ta svet ni vreden življenja, ker je človek preveč sebično in grabežljivo bitje. Čeprav ga kot nekoga s tako krutimi življenjskimi izkušnjami lahko razumem, pa se z njim kot kristjan ne morem strinjati. Se pa strinjam z definicijo človeka, ki jo je podal. Človek je sebično in grabežljivo bitje. Pred tem si kristjani ne zatiskamo oči. Tej sebičnosti in grabežljivosti pravimo grešnost. Ampak kristjani vemo tudi, da odgovor ni v tem, da se človeška rasa samo uniči s tem, da nimamo več otrok. Odgovor je že prišel v osebi Jezusa iz Nazareta, ki je bil pripravljen nesebično preliti svojo kri za nas in ki je nekoč rekel: Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. A ni zanimivo? Rekel je: Blagor tistim, ki delajo za mir. Bil je totalen realist. Vedel je, da zaradi naše sebičnosti, zaradi naše grabežljivosti, mir ni nekaj, kar pride samo od sebe. Za mir je treba delati. Ampak kako? Kaj naj jaz, preprosti Slovenček, naredim v tem času, ko pa vendar vemo, da svet vladajo tisti, ki se lahko udobno namestijo vsi skupaj v en avtobus. Par ljudi ima v rokah cel svet. Ampak vendarle tudi jaz lahko nekaj storim za mir, lahko delam za mir. Predpogoj, da bom delal za mir, je to, da bo ta mir najprej v meni samem. Bo to, da sem se jaz kot človek sprijaznil sam s seboj. Da sem videl, da ja, sej v življenju sem naredil veliko dobrega, ampak tudi precej slabega. Da, kot pravi Karel Gržan, vidim, da jaz nisem samo en velik plus, vsi ostali so pa en velik minus. Ali pa, jaz bi dodal še tole, da jaz, če vidim, da sem en velik plus, da potem vidim, da so tudi vsi ostali morajo biti plus, sploh tisti moji najbližji. Tukaj gre za eno čisto konkretno veliko skušnjavo, ki jo imamo mi, zakonci. Tisti človek, ki ga imamo najrajš, bi radi, da bi bil popoln in od njega pričakujemo tisto, česar nam ne more dati. Pričakujemo popolnost. In potem, ko te popolnosti ni, smo razočarani. Tako da ja, mir se gradi v teh naših odnosih, predvsem v tem, da drug drugemu dopustimo nepopolnost. In potem, ko midva z ženo, kot midva s sozakoncem živiva ta mir, ga začneva živeti tudi kot starša. Kako? Čisto konkretno. Tako, da zelo natančno, enakovredno poskrbiva za to, da otroci so obravnavali enako. Oziroma ne enako, pač pa enakovredno, kot sem rekel. Tudi zdaj, ko so majhni, in pa tudi potem, ko so starejši. Namreč v Sloveniji vidimo, kako se številni bratje in sestre po smrti svojih staršev tako borijo za to, da bi bili priznani, da bi se jim reklo: ja, lej, vse smo imeli enako radi. To poskušajo urejati na sodiščih, ampak takrat je prepozno. Tako da starši, delajmo za mir, dokler lahko pravično in pravočasno razdelimo tisto, kar imamo za razdeliti med svoje otroke. Kako lahko delamo za mir med sosedi? Predvsem tako, da malo ohladimo svoje živce, da ne upoštevamo trenutnih čustev, kadar se kaj takega zgodi, da bi lahko šlo malo narobe, ampak pomislimo na dolgi rok, pomislimo na to, da je tudi naš sosed grešen človek z številnimi slabostmi, ampak kaj, tudi jaz sam sem takšen. Kako naj delam za mir na svojem delovnem mestu ali pa v širši družbi? Tako, da sem pripravljen svojemu bližnjemu prisluhniti, da sem ga pripravljen poslušati in predvsem, da sem se vnaprej pripravljen odpovedati tisti politiki dveh polov,
ki nam jo servirajo tisti zgoraj iz avtobusa. Saj veste, oni že vse od Rimljanov naprej delajo po načelu divide et impera, deli in vladaj. Zavestno se odločimo, da kot Slovenci ne bomo pristali na to, ampak bomo raje delali za mir. Za mir lahko delamo tudi tako, da se odpovemo tej ali oni igrački. Za mir delamo tako, da vsako leto ne kupimo novega telefona, saj si vendar lahko predstavljamo, v kakšnih razmerah je bil ta naš telefon narejen. Velja seveda tudi za vse ostale stvari. Vsak od nas je vsepovsod poklican, da je delavec za mir, da se za mir aktivno zavzema. Kot smo rekli, najprej znotraj sebe, potem v svojih najbližjih odnosih. Ker vemo, da se lahko tudi en velik prepir prepreči s kakšnim prijaznim dejanjem, ki je storjeno ob pravem času. Še na en način se dela za mir, in sicer na kolenih, v molitvi. Pristen mir res prihaja samo iz druženja z Bogom. In zavedajmo se, da če bomo skušali mir delati sami iz sebe in iz svojih moči, bomo kaj hitro zapadli v en tak cenen moralizem. Za mir delati ni enostavno. Mir prihaja samo v Božji moči in iz Božje pomoči ven. Ampak se splača in je potrebno in smo k temu poklicani. Zato ja, delajmo za mir in imenovali se bomo Božji sinovi.